Vesel sem, da je prišlo do dialoga v živo tudi z predstavniki vseh podjetij, ki predstavljajo dobesedno res tisti najpomembnejši del gospodarstva. Celotno vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije, dobesedno vse panoge so bile danes zastopane na sestanku. Sestanek je bil res zelo na hitro sklican in tudi format sestanka je bil zelo dobro zasnovan, ki naslavlja, kje trenutno slovensko gospodarstvo je, kaj trenutno pričakuje, ne samo kratkoročno gledano, tudi srednjeročno gledano od slovenske vlade in pa pogledali smo tudi, kje lahko sodelujemo, v kakšnih delovnih skupinah za naprej. Naša predstavitev je šla v smeri, da ne glede na to, da so različna ministrstva pristojna za različne zadeve, da bomo delovali skupno in da bomo zdaj, ko smo večji del ukrepov naslovili za gospodinjstva, ranljive odjemalce, tako smo tudi komunicirali takoj po volitvah, zaščitene kategorije, da zdaj je pa čas, da gremo na segment srednje velikih in velikih odjemalcev, ker vendarle smo ves čas tudi pravilno komunicirali, da je ta segment zelo različen, nimajo vsa podjetja enakih težav, nimajo vsa podjetja enakih izhodiščne točke, tudi evropska regulativa, evropske omejitve so zelo različne po panogah in vsa stvar, ko bomo reševali in naslavljali njihove izzive, postaja zelo kompleksna. Ravno zaradi te kompleksnosti smo to pustili za na konec, če se tako izrazim, kar se tiče časa, pa vendar nam je bilo tudi priznano, da po 5 tednih smo že pri njih in že naslavljamo, ne da bomo zdaj začeli. Stvari se že dogajajo in kolegi na Ministrstvu za gospodarstvo so določene stvari že pripravili in jih že diskutiramo in tudi same seje vlade temu primerno potekajo, tudi delovne skupine, da še medresorsko uskladimo. Tako da jaz sem optimističen, da tako kot smo pot, ki smo jo prehodili, da pot, ki je pred nami, da je ravno tako učinkovito prehodimo in da pomirimo tudi gospodarstvo, ne da vlada ni pozabila njih, ampak da bo tudi ustrezno in primerno ukrepala.